Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Veseli smo v teh časih, posebej takrat, kadar lahko poročamo o izjemnih dosežkih naših znanstvenikov. In danes sta dva znanstvenika z izjemnimi dosežki tudi z menoj. To sta dr. Egon Pavlica, pozdravljeni, dobrodošli, in profesor dr. Gvido Bratina. Tudi vam en lep pozdrav. Razlog za tole srečanje je seveda, da sta vidva kot dva znanstvenika iz Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici 24. junija skupaj s sodelavci po svetu, po Evropi, pravzaprav objavila v ugledni znanstveni reviji članek. In sicer, zdaj bom prebrala, ker jaz tega ne razumem dobro, pa boste potem razložili. Članek, v katerem sta predstavljena princip delovanja in izdelava bistabilnega svetlobnega stikala, ki temelji na zmesi dveh organskih polprevodnikov. Tako je. Zakaj gre, povejte? Tukaj smo s sodelavci, seveda že omenjenimi, izdelali mešanico polimernih materialov, jih prekrili z kontakti, električnimi kontakti in uspeli pokazati, da se da električno prevodnost spreminjati s pomočjo svetlobe. Se pravi, če posvetimo na tak sistem, se pravi, dva kontakta, vmes ta mešanica polimerov z svetlobo v ultravijoličnem delu spektra, zadeva začne prevajati elektriko. Če tako svetlobo zamenjamo z vidno svetlobo, se prevajanje ustavi. Na ta način smo pravzaprav izdelali stikalo in pozneje tudi tranzistor, ki deluje ne kot običajni s pomočjo električnih signalov, ampak s pomočjo svetlobe. Se pravi, podsvetimo z eno svetlobo, zadeva se prižge, z drugo svetlobo se ugasne. Na ta način smo pokazali, da se da zadeve kontrolirati tudi nadaljavo. Spravi, novost tega odkritja je prvič, da se to da upravljati svetlobo, in drugič, da se to da izdelati v celoti iz organskih materialov, kar je izjemen dosežek. Posebej za prihodnost. Ja, vsekakor. Organski polprevodniki so danes zmeraj bolj prisotni v vsakdanjem življenju. Kar nekaj mobilnih telefonov že ima zaslone, ki temeljijo na organskih svetlečih diodah, tako da pričakujemo v prihodnosti, da bo teh organskih elektronskih komponent zmeraj več. Kako ste se pravzaprav lotili tega dela? Odkje zamisel, kako ste začeli in kdaj seveda? Ja, v bistvu naš laboratorij je pristopil tukaj k tej ideji, zato ker imamo naprave, s katerimi lahko merimo te hitrost, take naprave, se pravi, take sloje, take lastnosti materialov. In tukaj smo pol uspeli ugotoviti, da se tukaj spremenijo prevodna stanja snovi, ko na to napravo posvetimo. In ta meritev smo izvedli v našem laboratoriju in mislim, da rezultat je pa tukaj v članku. Odkot pravzaprav zamisel, dr. Bratina? Mi smo, spravi, naša skupina je sodelovala v enem velikem evropskem projektu z področja organske elektronike, ki se je zaključil decembra lansko leto. In znotraj tega je delovalo več skupin. Ene so se bolj zanimale za kemijo materialov, ene bolj za fiziko, nekatere druge skupine so se zanimale za sestavne dele. In mi smo bili v tem velikem projektu, tukaj so sodelovali veliki igralci, kot je Philips, Merck, Cambridge, Univerza v Cambridgeu, Imperial College in tako naprej. Smo bili povabljeni prav zaradi te naprave, s katero lahko karakteriziramo organske polprevodnike. In znotraj tega projekta so se pač porajale različne ideje in ena od teh je bila, ali lahko, to je zlasti intrigiralo kemike, ali lahko naredimo tako molekulo, ki bo spreminjala svoje električne lastnosti pod vplivom svetlobe. In pol naslednje, od tukaj naslednji premislek je bil, seveda, če pa vi kemiki znate tako molekulo narediti, pol bomo pa tudi mi znali narediti en tak tranzistor, ki se bo vklapljal ali pa izklapljal s pomočjo svetlobe. In spravi, ena ideja je pripeljala do druge,
Tako da zadeva, ki je tukaj objavljena, je približno nastajala približno 2 leti od prvih poskusov do objave tega članka. Tako da to je rezultat ene take izjemno široke interdisciplinarne aktivnosti. Torej, organski polprevodniki so tista stvar, ki vas najbolj zanima. Ja, naša skupina od začetka, ko sem se jaz vrnil z Združenih držav leta 1997, takrat smo začeli se z organsko elektroniko ukvarjati in to je naš, bi rekel človek, leitmotiv še zmeraj. Zdaj se usmerjamo v grafen, ta nov material, ampak zmeraj v kombinaciji z organskimi polprevodniki. Kaj je osnova za organske polprevodnike? Osnova za organske polprevodnike so vezi med ogljikovimi atomi. Zdaj zraven seveda paše še malo vodika, lahko damo tudi kakšno kovinski atom ali pa kakšno žveplo, ampak v bistvu so vezi med ogljikovimi atomi. Bodisi v polimerni obliki, dolge verige, ali pa tako imenovane manjše molekule, kjer je pač teh atomov manj. In uporabnost tega, razen tega, kar ste že povedali in nekaterih omenili ste mobilnih telefonov? Ja, uporabnost teh materialov je tako široka, kot je domišljija, ki nas vodi k uporabnosti elektronike. Tukaj imamo prve organske sončne celice, ki že delujejo, že omenjene organske svetleče diode. Lahko si predstavljamo šotore, ki bojo izdelani iz teh materialov in bojo absorbirali sončno svetlobo in generirali elektriko in tako naprej. Torej, neskončno možnosti. Zakaj vas to vznemirja, dr. Polica? Jaz se ukvarjam z interakcijo svetlobe in teh materialov in potem posledično, kako to vpliva na prevodnost električnega naboja. Kako izgledajo ti vaši poskusi? To so materiale, ki jih naredimo v tankih slojih. To so sloji, ki so nekaj 100 nanometrov debeli. In to je v bistvu material se raztopi, polimer se raztopi v topilih in potem to lahko, to, kar nanesemo, naredimo tank sloj, nastane iz majhne količine zelo velika površina. Zato je to zelo fajn, ker lahko naredimo velike reči. Dosti jih lahko naredimo z relativno malo materijala. In pol na tankih slojih se da proučevati stvari na majhnih skalah, ker imamo opremo, s katero lahko gremo noter v mikrometre, fokusiramo svetlobo noter, merimo transport na tako majhnih površinah. Tako v bistvu, če si predstavljate nek modern čip danes, je velik, recimo 2x2 cm in noter je na milijarde tranzistorjev. Te stvari so zelo majhne. Ko ti stvar zmanjšaš, pol dobiš hitrejše odzive, boljše lastnosti. Torej je čim manjše je, bolje lahko uporabljamo. Bolj hitro je, ja. To je posledica. To so Včasih smo se bali, ko bodo stvari majhne, da ne bodo več delovale. Ja. Zdaj zmeraj bolj dozoreva spoznanje, da se pravzaprav svet, ki nas obdaja, lastnosti stvari, ki nas obdajajo, so določene na atomski skali. Poznavanje dogajanj na molekularni atomski skali nam pomaga razumevati, kako se bodo določene stvari obnašale, polk jih bomo lahko prijeli v roke. Seveda pa je to velik dosežek tudi ne samo za vaju osebno, ampak tudi za vaš laboratorij in za univerzo. No, na vsak način. Naš laboratorij izhaja iz univerze v Novi Gorici. To je moderna raziskovalna univerza, mednarodno vpeta. Mi imamo skoraj tretjino raziskovalcev je že tujcev pri nas. Tako da na vsak način je naš uspeh pravzaprav posledica vzdušja in načina delovanja celotne univerze. In seveda ste popolnoma enakovredni tem velikim laboratorijem, s katerimi ste pri tem projektu sodelovali. Torej, sodelavci z univerze v Strasbourgu ste sodelovali, pa Humboldtove univerze v Berlinu, v Nemčiji, pa Stanfordove v Ameriki in tako naprej. Torej, ste popolnoma enakovredni playerji v... Ja.
Svet je zdaj postal tako med sabo soodvisen, da za doseganje tudi takih rezultatov je potrebno imeti informacijo, ki jo lahko nudi samo naš laboratorij. Čeprav je na videz majhen, vendar smo skozi zadnja leta to napravo, ki nam je omogočala izvedbo meritev, usposobiti in dodelati do te mere, da je edina na svetu, ki take rezultate nudi. In spravi, smo našli, kako se reče temu, tržno nišo. Tržna niša. Torej gre za neko skupinsko delo, skupinski dosežek. Kako si, nekaj ste že omenili, da pač vi ste te poskuse opravljali, ampak kako si razdelite delo med seboj? To veste v začetku ali je treba počakati na prve rezultate? Pravzaprav, ko se projekt definira, cilji projekta definira, se že nekako ve vnaprej, kdo bo kaj prispeval. Tudi ko se, konkretno v našem primeru, to je bil okvir iz projekt iz 7. okvirnega programa, se tudi ta projektna skupina oceni strani evalvatorjev po sposobnostih, po komplementarnosti, vse te stvari se morajo dopolnjevati in tako da je bilo jasno, kakšna je naša naloga že od začetka, kaj moramo mi početi v tem projektu. Zdaj je ta del, je to cel projekt ali je to del projekta, ki ste ga končali? Boste s tem nadaljevali? Kaj se bo dogajalo naprej? Torej, formalno se je ta projekt financiranja se zaključil lanskega decembra. Povezave znotraj partnerjev so jasno ostale, so žive. Že načrtujemo naprej, z Egonom že imava določene rezultate pripravljene za naslednje objave, tako da to je živo in mi smo seveda zelo veseli, da nam je to uspelo, ker nam pomeni precej za naprej. Referenco? Odlično. Izkušnjo? Ja. Vse to? In seveda delovanje še naprej v mednarodnem nivoju. Kako pa recimo ocenjujete, na eni strani se povezujete z evropskimi in seveda tudi z ameriškimi univerzami, kaj pa sodelovanje na nivoju Slovenije, na nivoju vašega laboratorija? Tudi v tem projektu sodelujete, v tem območju? To je zdaj malo manj navdušujoče. Mi smo še zmeraj edini, ki se ukvarjamo z organsko elektroniko v Sloveniji, kar nam ni prav prijetno, ker bi si želeli eno kritično maso, malo več dopolnjujočih si dejavnosti v Sloveniji. Bolj kot to nas seveda boli, da naša agencija za raziskovalno dejavnost ne prepozna naših kvalitet. Nekaj projektov smo jim predlagali, v zadnjih letih smo bili ocenjeni kot neperspektivni. Enaki projekti so bili z veseljem sprejeti pri Evropski komisiji. Tako da obstoja malo dvojna situacija tukaj, kar se tega tiče sprejema doma in na tujem, ampak kaj čmo, mi se preizkušujemo v tujini. Ste vztrajni? Ja, seveda. Ja, seveda, če ste 2 leti delali v laboratoriju, da ste prišli do rezultata, to pomeni, da ste vztrajni in tudi v teh stvarih verjetno morate biti. Ja. Kaj vas bo vznemirjalo v prihodnje? Še naprej svetloba in vpliv? Ja, seveda. Kaj boste počeli na tem področju? Da se selimo na grafen. Grafen je tak perspektiven material, ker je zelo zanimiv, predvsem z tega vidika interakcije svetlobe. Tako da moj fokus ostaja tam. Svetloba. Ja. Kaj pa vaš? Vse sorte? Ja, seveda, mene v glavnem zanimajo urejanje molekul na površinah. Zdaj z vstopom na področje grafena smo dobili pravzaprav eno fantastično površino. Kaj je to grafen? Dajte nam malo Grafen je, to so list ogljikovih atomov, ki je dobil en atom. Se pravi, če si predstavljate, ko pišete z svinčnikom, včasih smo pisali s grafitnimi svinčniki in ta sled, ki jo je pustil grafitni svinčnik, je posledica lomljenja vezi med atomskimi plastmi ogljikovih atomov. In zdaj, če vi vzamete eno od teh plasti, dobite grafen. Zato za izolacijo ene te plasti sta leta 2010
Konstantin Novoselov in Andrej Gajm dobila Nobelovo nagrado. Mi smo zelo veseli, da smo v enem projektu Evropske znanstvene fundacije, v katerem sodeluje skupina, ki je povezana z Kostjo Novoselovim, tako da nas to še malo bolj stimulira zaradi te magične bližine Nobelovca. Je pa ta površina, kot je že Egon omenil, izkazuje izjemne električne in strukturne lastnosti, tako da interakcija te površine z organskimi polprevodniki sploh se nam zdi, da bo nekaj posebnega tukaj. V čem uporabno, če takole poljudno povedal? Uporabno, zdaj, grafen, najbolj banalna uporabnost grafena, ki se že izkazuje, je kot dodatek olju za povečanje, zmanjšanje trenja. Za nekaj redov velikosti lahko zmanjšamo trenje, če damo majhne delce grafena v maziva. Seveda, bolj sofisticirane uporabe grejo na zamenjavo kovinskih stikov, namesto zlatih stikov bomo imeli grafenske stike v tranzistorjih in tako naprej. To je za nas skoraj znanstvena fantastika. Za nas tudi. Za vas to ni v redu, da ste me potolažili. Kje pa se končajo ti, rekli ste nikjer, kolikor pač ne se domišljija, tako z polprevodniki, organskimi polprevodniki, kot tudi z grafenom verjetno, se odpirajo nove dimenzije? Ja, odpirajo se predvsem dimenzije povezane z prenosom informacij. List papirja, ki ga zdaj držite v rokah, bo verjetno čez enih 5 let računalnik. Tukaj boste imeli od vremenske napovedi do temperature v Kongu, Kinshasi in tako naprej. Skratka, ta miniaturizacija, to se bo dalo zviti v rolo papirja in tako da v to smer bo to šlo prav gotovo po zaslugi grafena. Grafen bo osnovni material, struktura, ki to je zelo močna struktura, ki bo to omogočala. V nekaj letih? Mislim, da ja, jaz se mi zdi tako, v enih 5 letih bi to že moralo biti na voljo. Koliko pa so ljudje dojemljivi za te novosti? Vi ste seveda znanstvenik in vas to toliko ne zanima, boste ponudili, ne? Ampak na drugi strani so uporabniki tisti, ki bodo? Jaz mislim, da ja. Mislim, da prihajamo v to dobo tehnološko, ko nas te stvari fascinirajo. Poglejte, kakšno razmah so doživeli mobilni telefoni v nekaj letih, od teh običajnih prenosnih, ki so bili 1 kilogram težki, do teh, ki zdaj praktično znajo vse, samo še kave ne znajo skuhati. Tako da jaz mislim, da to je neslutene možnosti. Da to se nekako tako oplaja. Zahteve tržišča stimulirajo znanstvene raziskave in obratno. Grafen pride na trg in vpraša tržnike, zdaj pa dobite produkt, ki bi ga lahko naredili. Tudi industrija, ta velika industrija, ki bo uporabnik tega, sodeluje pri teh raziskavah? Ja, seveda. Zainteresirano? Tukaj na Japonskem so veliki koncerni, ki vlagajo ogromno. Koreja je zelo naprej. Se mi zdi, da bo Samsung letos je najavil mobilni telefon, ki se bo tako zvijal. Tako da, seveda, Evropa tukaj malo zaostaja, se bojim. Smo bolj tradicionalni? Ne vem, ti mehanizmi prenosa znanja v industrijo in te reči se mi zdi so malo preveč administrativno vodeni in manj organski, kot so na vzhodu, kjer je to običajno. Ampak svet je zelo majhen, tako da tudi taka spoznanja, kot so tale zadnja vajna, pridejo na pravo ušesa. Ja, seveda, to zelo hitro. Še nekaj me zanima, koliko je teh vaših dognanj danes v vašem okolju čisto zasebnem? Koliko tega uporabite, recimo, ali je uporabno? Da bi to uporabili v praktičnem življenju? Ja, tako je. Koliko že danes uporabljate? V prihodnosti smo slišali, bomo vsi to uporabljali. Ali se da, ali lahko vi že danes ta svoje dognanje, svetlobo se igrate tudi sicer? Ja, recimo, ko sem začel študij, so začeli z raziskavami na organskih LED-diodah. Danes lahko, ko kupiš mobilni telefon, imaš zaslon iz organskih LED-diod, kaj izdeluje Samsung, Galaxy recimo.
Tako da v bistvu je že v praksi. Ne. Kaj pa se vam zdi imenitno takrat, kadar so kakšna taka vaša dognanja potem? Z začetka sem jaz to tuhtal. Ja, Kaj je to? dobro, ne? Cel svet je na tem delu, ne. Zato je šlo tako hitro. Ja. In tako je podobno zdaj z grafenom, ne. Cel svet dela na temu. Tako da to bo verjetno zelo hitro. Ta občutek je dober, ne? Verjetno. Ja, mislim, to je znanje nastaja hitreje, kot smo sposobni osvajati. Ne? Tako da, kakšenkrat se počutimo malo izgubljeni, kakšenkrat se nam fajn zdi, ko objavimo kaj takega. Tako da, ja, je zelo zanimivo doba, da smo tukaj. Meni je zelo zanimiva všeč. doba, ne? Hitra doba je to. Dosti dogaja in dosti stvari, o katerih film o James Bondu ali pa o kaj smo včasih gledali, Izgubljeni v vesolju. Ja. To je zdaj vse že preteklost, kar je bilo takrat in se nam je zdelo nemogoče. In danes je to življenje. Ti avtomobili obstajajo, te ure obstajajo. Ja, tako da ja, je eno zelo dinamično obdobje. In verjetno tudi prednost tega informacijskega povezovanja, možnosti so večje, ne? Ta globalizacija je prinesla. Ja, nam je zelo pomembno, recimo, te možnosti interneta. Recimo, konkretno ta članek je bil objavljen na nedeljo, 24. junij, na spletni strani. V tisku bo, se mi zdi, šele naslednji mesec. Ne? Tako da te stvari so zelo prikladne za nekoga, ki se s temi stvarmi ukvarja. Mi z lahkoto pridemo do najnovejših raziskav praktično v realnem času, ko izidejo, jih že dobimo na mizo in je to zelo pomembno. Izjemno. Torej, vaša raziskovalna skupina je uspešna, ponosni ste na njo? Zelo, seveda. To je ekipa sodelavcev, ki je predana in motivirana in mislim, da mi se ne bojimo prihodnosti. In ste odprti za vse nove raziskovalce, znanstvenike? Za nove raziskovalce, znanstvenike in zlasti si želimo sodelovanje tudi z industrijo. Mi si želimo, da bi slovenska industrija prepoznala v nas potencial, ki ga lahko izkoristi ne samo na področju organske elektronike, ampak tudi na področju karakterizacijskih metod in kakšnih komplementarnih zadev, tako da bi to se malo bolj povezalo in konkretiziralo tudi pri nas. No, zagotovo, če bomo veliko govorili, učinki bodo. Jaz sem vam hvaležna, da sta danes prišla in me malo razsvetlila, ne samo mene, upam, da tudi naše gledalce. Zanimivo je, ko govorimo na tak način o znanosti, nam postaja vse bližja. In posebej takrat, kadar nam tako lepo razložite, kako je uporabna. Čez 5 let vas bom prijela za besedo, če ne bom imela tistega lista iz grafena. Ne? Hvala lepa, veliko uspehov, tako doma, kot tudi na področju, ki ga obdelujete skupaj s sodelavci v tujini. In upam, da se ob podobnih dosežkih malo spet srečamo. Hvala in jaz sem zelo vesel, da smo lahko to predstavili. Je bolj redko, da smo slišani. No. Tako da smo res veseli in zahvaljujem se za to povabilo. Jaz se zahvaljujem vama za vse vajine dosežke in za tisto, kar še bo prišlo. Spoštovani gledalci, vam pa seveda bodite pozorni tudi vi. Čez 5 let, pravi gospod Bratina, da tega ne bo več. Za vse dosežke pa bodite z nami, bodite na preži in spremljajte, kaj se dogaja okoli vas. Srečno!